V tokratni rubriki Več ali manj imam pa kar dva gosta, Gaja Filač in Matej Zemljič. Oba lepo pozdravljena. Dobro jutro. Ampak z dvema bi težko šla naenkrat se tole igrco Več ali manj. Tako da bomo mi za začetek pozdravili, potem pa rekli 1 na 1, ker bo bolj zabavno. A prav? Zmenjeno. Dajmo. Okay. A imate kakšno željo, kdo bi bil prvi? Meni je čisto vse. No, dajmo te, daj ti. Matej pa, so pa midva. Dajva. Več ali manj? Z Evo Cimbola. Si pripravljen, ker greva v akcijo? Dajva. Okay. Dajva. Več ali manj kot 10-krat si v svoji karieri težko zapomnil besedilo. Več. Jaz rabim ful časa, da si zapomnim besedilo. Po mojem, od vseh iz ekipe v Skrito raju sem rabil najdalj cajta. Mogoče tudi zaradi količine teksta, ker sem ga imel poleg Gaje največ, ampak vem, da sem se začel tekst učiti tako nekih 4 dni pred snemanjem. Gaja recimo, no se bo pol tudi sama povedala, ampak večer prej in je vse znala, celo boljš kaj jaz. Wow. Pa imaš kakšno posebno taktiko, kako se učiš besedilo? Očitno ni tako dobra, da bi ti Da bi jo delil. delil čarabe 4 dni. Več ali manj kot 10-krat raje greš na snemanje serije kot na predstavo v gledališču. Ja, raje grem na snemanje. Ponovadi je tako, da se predstave ful malkrat veselim, vedno mi je tako predstava, ampak vedno, ko pridem pol v teater, pa ko se začne predstava, mi je the best. In pol sem po koncu, wow, ful dober. Mogoče tudi zaradi tega, ker igram v veliko otroških predstavah, ki se začnejo ponovadi ob 10 zjutraj. In ni glih, da bi se veselil te predstave, ker nisem jutranji tip. Ampak po koncu predstave ti otroci dajo toliko ene energije, pa toliko so hvaležna publika, da je vedno super. Na snemanju je pa itak vedno tako. Vedno si več v teatru, kakor na snemanju, in pol je vsak snemalni dan v bistvu neke vrste praznik, pa se ga veseliš. Več ali manj kot 10-krat si na snemanju Skrito v raju užival v poljubljanju z Laro oziroma Gajo. Aha, poudarke na tem užival. Užival, ja. Ker to, da 10-krat se, sta ja. se, to vemo, ne? Ampak a veš, lahko uživaš, ko igraš? Ma ne. Mislim, vsi mislijo, da je to poljubljanje tako ful neki romantično pa vse, ampak gre zelo za neko koreografijo, brez nekih čustev. Tako da je vse bolj mehansko, veš. Pa se sicer lahko vzbudijo tudi čustva, ne govorim zdaj o Vse. seriji Skrito v raju, ampak nasplošno. Vse. Jaz sem tudi že slišal primere tako, da so se pač ljudje zaljubili ali pa da se pojavijo neki metuljčki v trebuhu, se je logično, valjda smo ljudje. Ampak klele z Gajo sva midva imela dosti tak profesionalni odnos, že na začetku sva zelo postavila neke meje. In saj z moje strani ni prišlo do tega. Več ali manj kot 10-krat ti pa je šla Gaja mogoče na snemanju na živce. Mam je šla na živce, ja, velikrat. Tudi jaz sem šel njej, verjamem. Ampak ne vem, če več kot 10-krat. Kakšni so pa bili Mogoče recimo? lik 10-krat, no. Tako da, Da zaokrožva, ne? Ja, ja. A pa se recimo spomniš kakšne stvari, ki ti je recimo šla na živce in bi jo lahko uvrstil v teh 10? zdaj specifične stvari ne vem, vem pa sam, da je čim se zagledaš o 5 zjutraj, ko si ves siten, pa še ponavadi neprespan, je lahko kakršnakoli beseda, ki jo kdo rečeš, je lahko reakcija zelo taka, zdaj moram lepo besedo uporabiti. Negativna. Ja, negativna, Ja. ja, tako. Absolutno je Ja. pač na serijah naporno, zelo malo je spanca, zgodno vstajanje, pa pozno se hodi spat, tako da Ja. vsi smo ljudje tako pač narejeni, da takrat, ko smo malo utrujeni, smo tudi malo zoprni. Že sami sebi, ne? Seveda, logično, Ja. mislim. Itak, pa vedno je v teh kolektivih, tako čim dela z ljudmi, se mora zelo navaditi, da če se pojavi kakšen konflikt skozi eno uho noter, skozi drugo ven, pač nič ne jemljem, pa tudi drugi se mi zdi, da ne jemljemo tega osebno. No. Nisi konflikten človek? Ne, zelo nekonflikten bi rekel. Se probam izogniti vsem konfliktom, jih čim lažje razrešiti, tudi probam, da se me ne dotaknejo stvari. Kar je po mojem dobra stvar, če Ampak delaš ni z pa ljudmi. vedno lahko, verjetno, ne? Se
se jaz kar tako naredim. Da, Ja. Si tako mal tak easy going, če lahko tako rečem. Nisem tako A ne? easy going, Aha. ful sem, mislim, odvisno od obdobja. Sem glede enih stvari, glede enih se pa čist preveč sikiram. Ja. Več ali manj kot 10 težkih treningov na snemanju serije, ker vem, da si mogel kar skrbeti. Več. Teh treningov je bilo ogromno. Celo mogoče sem nek fitness na morju, v katerega sem čist premalo hodil, tako da sem pol treninge delal na plaži ponovadi. Zelo popularni so bili tudi te hiti, visokointenzivni treningi, ki v 15 minutah totalno zašvicaš, pa narediš, porabiš ful enih kalorij. Tako da vem, da sem imel pol že kar ene skupinske vadbe. No, pol so se mi pridružili še punce z Maske, pa Matino, take hrvaški igralec, ki igra Dinota, je tudi z mano treniral. Sem bil neke vrste motivator tam. Več ali manj kot 10 stvari, s katerimi se lahko poistovetiš z Markom. Oziroma, mogoče ne ravno stvari, ampak... Pa po mojem manj kot 10, ne vem, če je 10. Ja. Mislim, par stvari zihar. To, da so oba dva dost introvertirana, zadržana, da niso rada v središču pozornosti, kljub temu, da sem igralec v bistvu in bil mene, je zelo rad samotar. A si bil kje konkretno res ekstrovertiran? Pa v teatru, ja, mogoče v teatru. Na filmu pa se ne spomnim. Ne, na filmu pa ne. Več ali manj kot 10 ženitvenih ponudb v zadnjem času? Več. Si mislim. Več ali manj... Instagram poka po šivih. Dobim zelo zanimiva sporočila, ki so všeč tudi meni in veliko tudi takih, zakaj sem to odprl. Več ali manj kot 10 dni v puberteti, ko si bil sam s sabo nezadovoljen? Več. Sem bil kar tako, ja. Zdaj, ko pogledam nazaj, mi niso bila lahka leta ta najstniška. Ne, da sem zdaj ful trpel, ampak v primerjavi zdaj se imam ful boljš, tako da se ne bi vrnil nazaj v mlajša leta. Več ali manj kot 10 stvari, na katere si ponosen? Več. Na ful stvari sem jaz ponosen. To pa se mi zdi, da se trudim vzdrževati neko zdravo samozavest, pa si vsak dan v bistvu povedati neke stvari, tudi samo sebi, za katerem sem ponosen. Tako se mi zdi, da greš ful lažje skozi svet, pa bolj si hvaležen za ene stvari, ki pride do tebe, da jih malo zavestiš. Več ali manj kot 10 minut rabiš, da nam pokažeš zadnji SMS, ki si ga prejel na svoj telefon? Kaj, več ali 10? Več ali manj kot 10 minut bi zdaj potreboval, da nam pokažeš zadnji SMS, ki si ga prejel na svoj telefon. Aha, po mojem bi rabo več kot 10 minut, ker ne vem, če bi pokazal, pojma nimam. Dobro se je znajdu, ker ve, da Zelo. nimamo več kot 10 minut časa, da ga čakamo s tem SMS-om. Mogoče pa ne bo 10 minut. Zadnji cenzuro SMS, naredil? ne bom cenzuro naredil, lej, Ne boš? res ti povem, da je Super. zadnji. Ja? Zadnji SMS je od PR-ovke s Pop TV-ja, ki me opominja, da moram danes priti na sem in kot sem ti povedal, sem skoraj zamudil. Tako da malo prepozno me je obvestila. Dobro, v redu, važno, da te je, ne? Ja. Več ali manj kot 10-krat si bil na brezveznem zmenku? No, nisem bil. Mislim, se že prej dost pozanimam, tako da ne grem na zmenek. A narediš ful research? Ma ne ful, sam tako, nisem bil več kot 10-krat. Ne, to pa definitivno ne. Več ali manj kot 10 dni si v svojem življenju prejokal zaradi ljubezni? Pa govorimo o realnem življenju, ne o vlogah. Pa prav prejokal. Ja, ali pa da ti je bilo res hudo, no? Ne, to po mojem ne. Mislim, ali pa lihtam neke 10 dni. Valjda, ko greš po neki dolgi vezi narazen, mi je bilo težko, ampak da bi prav prejokal, ne. Matej, najlepša hvala, zdaj me zelo zanima, kaj bo na podobno vprašanje odgovorila še Gaja. Ja, Menjava. mene tudi. Ajde, zamenimo se. Več ali manj? Z Evo Cimbola. Zdaj še čas za Gajo. Gaja, si pripravljena? Definitivno. Greva. 10-krat ali manj so v zadnjem mesecu narobe izgovorili tvoj priimek. Manj. Vseeno zdaj že manj? Ja, že manj. Mislim, da so moje grožnje že zalegle, tako da so se že naučili. Več ali manj kot 10-krat si od sestre Saše Pavlin Stošič, ki je tudi uspešna igralka, dobila nasvet glede igre. Večkrat. Večkrat, ja. Definitivno. Več ali manj kot 10-krat si v svoji karieri res težko zapomnila besedilo.
Bi rekla več kot 10-krat, ja. Včasih res pridejo kakšne teksti, ki ne grejo v glavo, tako da definitivno več kot 10. Matej te je mimogrede zelo pohvalil, da si v primerjavi z njim zelo hitro lahko zapomnila tekste. Jaz ne vem, ali imam jaz zelo hiter spomin ali imam Matej zelo počasnega. Mislim, da prvo. Jaz sem bila v gimnaziji in v osnovni šoli velika piflarka, kar se tiče teksta zdaj pri raznih projektih zelo pomaga. Pa imaš kakšen svoj sistem, kako se naučiš? Ja, imam. Za kompliciranje mogoče ni zdaj čas, da ga razložim, ampak imam prav nek sistem, po katerem grem in ki v bistvu vedno zaleže. Očitno deluje. Za več nasvetov ga in Instagram. Kar napište. Več ali manj kot 10-krat si imela na snemanju nerodne situacije. Veš ti, bi si najraje želela. Na Skrito v raju ali na splošno? Na splošno. Pa bi rekla, da manj kot 10-krat. Ni bilo veliko. Se kakšne zadnje iz recimo snemanja Skrito v raju spomniš? Ja, ampak to so take stvari, ki ponavadi niso za javnost. Tako širše. Dobro. Več ali manj kot 10-krat si na snemanju uživala v poljubljanju z Matejem oziroma Markom. Ja, zdaj ste me pa dobili. Karkoli bom rekla, bo narobe. Je pa Matej tudi odgovoril na to vprašanje. A res Sam, da je. veš. Mislim, da je bilo med nama z Matejem toliko vse profesionalno, da ne moram reči, da sem prav uživala, ampak mi je bilo pa to nekaj zelo domačega, zelo navadnega. Tako da definitivno to nisem trpela. Tako da tukaj bom rekla, da nevtrala. Ampak Mateja sem tudi vprašala, se lahko verjetno na takšnih snemanjih, kjer so potrebni takšni kadri, kdaj vzbudijo čustva? Definitivno. Definitivno. Meni so se že velikrat tako v življenju, mislim ne prav med projektom Skrito v raju, ampak ja, se zgodi seveda. To so neke v bistvu močne kemije lahko. Mislim, s tem, ko ti igraš neke določene stvari, seveda lahko to sebi zbudiš. Ampak Gaja, kako je pa to potem recimo, tako predstavljam si, da če si v nekem partnerskem odnosu, verjetno je to zelo težko oziroma se moraš zelo pomiriti z dejstvom, da če se ti to na snemanju zgodi, da pač nič hudega, da to je naravno in da to ne pomeni zdaj, da pač unga doma kar pustiš in greš. To verjetno so malo borbe tako, ne? Ja, meni se, da ko si mlajši, se ti lahko hitro zgodi to, da te pač nekam odnese, pa da se kar prepuščaš tem kemijam, pa tako naprej. Se mi zdi, da pol, ko si starejši, vedno bolj ugotavljaš, da to ni tisto, da te bežne kemije in zatreskanosti niso tisto, kar je v življenju ciljno in smiselno in da je veliko več vredno veliko več je vreden nek odnos, ki ga gradiš doma in tako naprej in zaradi katerega pač ni vredno potem kar reči za nečem. Pa verjetno se velikokrat lahko zgodi, da te metuljčke ali pa zaljubljenost, če temu lahko tako rečeva, čutiš do lika, ne pa do v resnici osebe. Ja, točno to. Velikrat se zgodi to, da se zaljubiš v lik, da se zaljubiš v nek odnos, ki ga igraš z nekim določenim igralcem, v neke značilnosti tega lika in v resnici pa v resnici ni tako, ja. Več ali manj kot 10 stvari, ki si jih zaradi snemanja serije ali oddaje Krompir morala odreči oziroma si jih morala opustiti? 10, jaz bi rekla, da manj. Vseeno manj. So kakšne stvari, ampak vseeno se mi zdi, da je znam lepo krmariti skozi profesionalno in privatno življenje, tako da probam ne privatno življenje prikrajšati zaradi profesionalnega. In se mi zdi to zelo pomembno. Tako da tle ne popuščam. Imam svoj svet, moj privaten svet, ki ga nočem zanemarjati za voljo svoje kariere. Bravo. Več ali manj kot 10 stvari, s katerimi se lahko v bistvu poistovetiš z Laro? Mislim, da bo kar manj. Jih je nekaj, ampak vseeno ne več kot 10, bi rekla. Sva si vseeno v nekih stvarih zelo podobni, ampak v nekih drugih rečeh pa zelo različni. No. Pa je takrat težko se vživeti potem v to različnost? Ja, včasih je kar zelo težko. Včasih spomnim se, da sem brala tekst in da sem prav jamrala režiserju, sem rekla, ne morem, ne vem, kako naj to... Nisem jaz, ne? Ja, ne vem, pa tudi tako, tudi če nisem jaz, probam nekako razumeti, probam skozi neko različico sebe, nekako se vživeti v to, kar moram govoriti, ampak včasih je pa Lara bila res, je šla v tak ekstrem, da sem naprav tako, ne morem, kako naj to, ne razumem, zakaj se vrača, zakaj odpušča, zakaj, ne, tako da, ja. Si bila malo bitko, ne, tudi ti? Ja, ampak vse to se mi zdi, da je del procesa vedno. Absolutno, verjetno sploh v teatru še toliko bolj, ne?
Ja, toliko bolj, ker igraš tudi tekste iz, ne vem, 100 let nazaj in tako naprej, tako da definitivno. Več ali manj kot 10-krat v mesecu se spomniš, da marsikaj v življenju ni samoumevno. Večkrat. Ja, se mi zdi, da samoumevnost je ena taka stvar, ki se lahko hitro zagrize vate in v našo družbo in se mi zdi, da se je pomembno vsak dan opominjati, da stvari res niso v življenju samoumevne. Sploh med sebojni odnosi, a ne? Tako. In tudi odnos samega do sebe, tako kakšen odnos imaš ti, kako se tretiraš, kako se, a si skrben do sebe ali ne. In ja, nasplošno odnosi neke, jaz vedno bolj zdaj s to prepoznavnostjo ugotavljam res te neke male stvari v življenju, ne, neki sprehodi v miru kave. Pa še lahko spiješ v miru kavo? Zadnje čase manjkrat in sprav ugotavljam, da sem zaradi tega malo tečna. Tako, da sem prav taka, tako neka napetost se zagrize vame, neka živčnost in pa ugotovim tako, zakaj sem taka, zakaj si taka gaja in pa ugotovim, sam rabim eno jutro v miru zase, da spijem kavo, da telovadim, da pišem dnevnik in to je to. Jogiraš ali telovadiš? Mešam. Se mi zdi, da probam diverziteto iščem. Zaljubila sem se v pilates in zraven tudi joga velikrat pride na vrsto, ampak ja, tudi sprehodi v naravo in tako. Je bilo pa tega verjetno na snemanju Skrita v raju manj oziroma nič, ne? Zelo malo. Ampak jaz ugotavljam, da je res rutina pri meni tista stvar, ki me ohranja zdravo, psihično in fizično. Tako da res ta rutina mi, ko je hektičen urnik, mi res primanjkuje. Več ali manj kot 10 stvari, na katere si ponosna? Več. Ja, definitivno. Več ali manj kot 10% je tvoje življenje po vseh vlogah, ki si jih že imela, drugačno kot prej. Več. Ampak to je spet del tega, verjetno, ne? Ja, je tako. In prepoznavnosti in različnih vlog. Se mi zdi, da tudi če pride kak negativen aspekt nečesa, me zna to naučiti neko pozitivno stvar, oziroma preko tega razvijam neko pozitivno lastnost. Recimo, če je neka stvar, ki me recimo, ne vem, neka prepoznavnost, ne, ki je sicer, mi je zelo lepo, da mi ljudje ustavljajo na ulici, pa mi kaj rečejo, pa tako naprej, ampak znajo pa recimo tudi kaki ljudje, ne, prestopiti neko zdravo mejo, se preko tega, kljub temu, da me to mogoče vrže iz tira za nek moment, se naučim preko tega v bistvu postavljati meje in se spopadati s tem. In je to v bistvu čisto ena dobra stvar, ki mi bo koristila naprej v življenju. Več ali manj kot 10 SMS-ov v dnevu? Lahko je to tudi Instagram, Facebook. Več kot 10 SMS-ov, ja. Pa odgovarjaš na ta sporočila? Mislim, predvsem govorim o SMS-ih z mojimi bližnjimi. Aha, jih je tudi več? Ja, več kot 10 definitivno. Ja. Zdaj govoriva... Zdaj pa, če greva še recimo na Instagram, ja? To je pa veliko. Zdaj, jaz vedno ocenim, kdaj je vredno, mislim, ne kdaj je vredno, ampak tako, recimo, če kdaj vidim, da nekdo na res lep način mi napiše nekaj v dobri veri, brez neke potrebe potem, da... Tako, zelo se razlikujejo ta sporočila. Če gre na nek spoštljiv če je nek spoštljiv način in če vidim, da nekdo res iskreno nekaj napiše in da mu bom s svojim odgovorom res polepšala dan, potem odgovorim. Če pa vidim, da so neke stvari bolj razne ženitvene ponudbe tako, in ostalo? To pa mislim, da ne zahteva mojega odziva. No. Več ali manj kot 10 dni, oziroma več ali manj kot 10-krat si bila na brezveznem zmenku? Ja, več kot 10-krat. Ja. Ti pa večkrat? Ja, po moje. Sem dala priložnost, ko sem bila mlajša, se mi zdi, da sem zelo iskala ta nek odnos, recimo sploh, se mi zdi, da sem hrepenela kot mlajša po nekem partnerskem odnosu in pa sem kar dajala priložnost in hodila na zmenke. Zdaj, ko sem starejša, v bistvu ne iščem več. Pustim, da pride do mene in ko začutim, da je nekaj, kar rezonira z mano, potem se temu prepustim, ne hodim pa več na brezvezne zmenke. Pa je zdaj že prišel ta trenutek, človek,
on. Kaj? Ampak ni pa rekla ne, a veste, ni rekla ne. Več ali Se bom manj. zdržala komentarje. Ja, pametno. Več ali manj kot 10 dni si prejokala zaradi ljubezni. Oh, ja, več. Sploh v puberteti, verjetno takrat smo vse jokali. Ne, A, glih takrat ne? kasneje. Jaz bi rekla, da sem v zadnjih letih bolj bila deležna teh Ojoj. nekih globljih ljubezenskih stvari, ki so me spravile iz tira. Ampak spet, zdaj, takrat mi je bilo to konec sveta in grozno in res je bilo hudo, se spomnim, da je bilo hudo, ampak zdaj pa, ko se obrnem nazaj, si rečem, zaradi tega sem pa danes močnejša oseba. In tudi te odnosi so me naučili neke stvari, ki jih zdaj, neke lekcije so mi dali, za katere zdaj vem, da recimo na partnerju iščem pa nekaj drugega, kot je bilo takrat. Ker tisto mi je povzročalo bolečino in jaz tega nočem in ne pristajam na to v življenju. In glede na to, kako odločna je danes in kako nasmejana je danes, smo prepričani, da jo nekdo nekje usrečuje. Ampak nima veze, to je za kakšen drug daljši pogovor. Gaja, hvala. Hvala lepa, Eva. A je bilo mučno? Ne, lušta ni bilo.